Zdaj naša želatina je nabreknjena. Približno 5 minut je rabila. Glejte, zdaj niso več taki lističi. Je taka mehka. To bomo zdaj takole vžamemo. Bomo šli na domivalnik, kar je kar dosti. Vodo odlijemo. Takole. In jo segrejemo. Mi jo bomo segreli v mikrovalovni pečici. Če nimate mikrovalovne pečice, daste tole želatino v eno posodo in jo daste na štedilnik. Na rahlo ogenj. Najprej bomo dali 20 minut, 20 sekund, ker vsaka mikrovalovna pečica ima spet svoje programe, pa moramo zopet gledati, tako kot pri biskvitu. Vedno opazujemo, kaj se dogaja z našimi surovinami. Mogoče bo 20 sekund še premalo, bomo videli. Tako, gledamo. Tako se je utekočinila in ni nobenega delčka več noter, se pravi je v redu. Zdaj pa dodali bomo, tukaj imamo jogurt, liter in pol jogurta. Takole. Liter in pol jogurta imamo pripravljenega. Dali bomo mečkan limonine lupinice. Če imate doma kakšne bio limone, lahko uporabite tudi domače bio limone. Potem bomo dodali eno žlico vanilij sladkorja. In navaden sladkor boste dodali po okusu. Mi, ker najemo toliko sladko, nam je bolj mečkan manj sladko, bomo dali samo eno žlico. Mogoče 1,5, ker je dosti jogurta. Tako. Zdaj pa pri želatini, jogurt je mrzel. Kadar želatino zlivamo v mrzle sestavine, se lahko zgodi, da želatina zakrkne in ostanejo od nje take drobne nitke. Zato jo moramo hitro in šibo jo umešamo takole po curkih in moramo močno mešati. In hitri moramo biti. Če bi pa želatino dali v kakšen topel sok ali pa v kakšno sadje, ki je bilo prej segreto, ali pa nekaj toplega, pa ni problem, ker na toplem se pa ona tako topi. Na hladnem pa ona zakrkne, zato moramo biti hitri. Tako. In zdaj samo tole prelijemo po našem biskvitu. Takole, v vse tele lukance nam bo šlo. Super smo to mi izračunali. Odlično. In po vrhu, po želji, lahko dodaste kakršnokoli sadje. Kar imate radi, karkoli. Lahko pa tudi pustite samo tako. Pol je dekoracija, pa stvar vaše izbire. Mi bomo dali mečkan zmrznjenih jagod, malo za okus, pa da ne bo čisto belo. Tako. V jogurt bi lahko dali tudi kakšno ekstrakt kakšne limone, naprimer, lahko bi dali noter še skuto. Pol, ko imamo enkrat biskvit, imamo neskončno možnosti za kreme. Milijon jih je. To bomo pa drugič se naučili različne variante. Tako. Tako. Se vidimo naslednjič. Čau!